Torej, lep pozdrav iz Državnega zbora, iz preddverja največje dvorane, kjer predstavniki ljudstva odločajo o našem življenju. O našem življenju pa odločajo tudi v Bruslju oziroma v Strasbourgu, evropske volitve se bližajo in v okviru ideje za promocijo tako imenovanega aktivnega državljanstva, češ da bi se ljudje bolj zanimali za politiko, za upravljanje z družbo, z državo, začenjamo danes serijo debat, tokrat z evropskimi poslanci in sicer z nekim delovnim naslovom Zakaj na evropske volitve. Ne zato za koga, ampak zakaj. Kasneje bomo imeli približno uro in pol debate z našimi poslankami in poslankami iz Evropskega parlamenta, 8 jih je. Zdaj pa vabim predsednika Državnega zbora, magistra Dejana Židana, da pove kaj več o teh projektih. Izvolite, predsednik. Hvala za besedo. Spoštovane evropske poslanke in poslanci, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane gospe in gospodje, drage državljanke in državljani. Na zadnjih evropskih volitvah je bila udeležba naših državljank in državljanov nizka. Če je bila povprečna evropska udeležba 42%, smo bili v skupini treh najslabših, Slovaška, Češka in Slovenija. Imeli smo udeležbo, ki je bila nekaj manjša kot 25%. S tem se je verjetno volilno telo pokazalo svoj odnos do Evropske unije, za katero pa vsi, ko se med sabo pogovarjamo, vemo, da je za nas koristna. Vemo, da zaradi Evropske unije imamo višjo gospodarsko rast in s tem več blagostanja v državi. Vemo, da smo nekoliko bolj varni in vemo tudi tole, da marsikateri standard, ki ga imamo v Sloveniji in izboljšuje življenje, v katerem živimo, je tudi zaradi Evropske unije boljši. Zato smo se v Državnem zboru odločili, da po svojih močeh pomagamo pri aktivaciji naših državljank in državljanov. Današnje srečanje, ki je namenjeno temu, da vprašamo tiste, ki ste najbolj pristojni, zakaj je za nas Evropska unija pomembna, zakaj je potrebno iti na evropske volitve, smo namenili vam, drage poslanke in poslanci. Iskreno se vam zahvaljujem, ker ste se vsi odzvali. Tudi po prvih telefonskih pogovorih, ki sem jih opravil z vsakim od vas posebej, nihče ni imel zadržka. Vsi ste tako odgovorili, ja, je pomembno, da spregovorimo. Tovrstni dogodki, spoštovani, se bodo nadaljevali tudi v naslednjih mesecih. V februarju bo Državni zbor skupaj z mladimi organiziral razpravo, zakaj na evropske volitve skozi prizmo mladih. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, hvala za vašo udeležbo. Predsednik Državnega zbora, hvala lepa. Zdaj pa gremo vsebinsko k tematiki. Gre torej za prvo tako tematski pogovor na temo, kako povečati udeležbo, kako zainteresirati javnost, da gre na volitve, da odda svoj glas. Kot vemo, je bila v prejšnjih evropskih volitvah celo malo pod 25% udeležba. In seveda, če bo manj kot četrtina tudi, tokrat bo to ena slaba popotnica za vse skupaj. Vesel sem, da so se nam odzvali vsi poslanci iz Evropskega parlamenta. Pozdravljam iz svoje leve, z nami je gospod Franc Bogovič, Evropska ljudska stranka, pa gospa Patricija Šulin, tudi Evropska ljudska stranka, dr. Igor Šoltes, Zeleni, gospa Romana Tomc, Evropska ljudska stranka, iz iste Evropske stranke prihaja dr. Milan Zver, gospod Ivo Vajgl, predstavnik ALDE, gospod Lojze Peterle, Evropska ljudska stranka in na moji desni magistrica Tanja Fajon, skupina Naprednega zavezništva socialistov in demokratov. To so vaši evropski pristani, prihajate tudi iz svoje volilne baze iz Slovenije. Pa začnemo, gospod Bogovič. Prejšnji mandat ste bili v Evropskem parlamentu. Udeležba je bila majhna, pa vendar Eurobarometer kaže, da se ta euroskepticizem vendarle manjša. Ampak kako pa spodbuditi
ljudi, ki imajo sicer benevolenten odnos do te evropske družine, da gredo in oddajo svoj glas, da gredo 26. maja na volišča. Lep dober dan. Hvala, predsednik, za to pobudo. Veseli me, da ob tebi sedi tudi predsednik Državnega sveta, se pravi oba domova našega parlamenta spodbujata, podpirata. Pozdrav tudi gospodu Stantiču in vsem ostalim. V Sloveniji že dlje časa beležimo ta trend upadanja volilne udeležbe. K sreči so bile zadnje dvoje volitve, po moje, obrnitev tega trenda v nasprotno smer. Verjamem, da so tudi te zunanje okoliščine, kot je Brexit, kot je tudi, če hočete, način vodenja Združenih držav Amerike, nekaj, kar je spodbudilo tudi naše državljanke in državljane, da bodo maja šli številčnejše na volitve. Pri tem mislim, da je zelo pomembno, da se dejansko zavedamo, kako je naše življenje v resnici odvisno in na nek način tudi vpeto v to tkivo Evropske unije. To najbolje zdaj spoznavajo Britanci, ki bi na nek način, vsaj po referendumski odločitvi izpred 2 let radi odšli iz tega okolja, pa se postavlja cela vrsta zelo konkretnih vprašanj. Ne vem, tudi kako bo njihova avtomobilska industrija delovala, ko so te mreže prepletene po celotnem kontinentu, kako bo, ne vem, potovanje ljudi, kako bo s potnimi listi in podobne stvari. In mislim, da je to zavedanje večje o pomenu Evropske unije, kot je bilo v preteklosti. Ne nazadnje tudi v Sloveniji vidimo, da so, ne vem, evropska sredstva tista, ki so zelo spremenila naše okolje. Kar pa mislim, da je nujno, da povemo, da poleg predstavitve teh politik zelo jasno povemo, da kljub temu, da nas je samo 8 iz Slovenije, to ni merilo, kakšen je vpliv države. Merilo je to, kako se znamo doma dogovoriti, kaj so naši strateški cilji, kaj lahko posameznik naredi, ne vem, znotraj posamezne politične skupine, kot ste omenili, in veselim se teh razprav v naslednjih mesecih, ki upam, da bodo usmerjene predvsem v to vsebino, kaj je Evropska unija, zakaj je za majhno državo, kot je naše, bolje živeti in da lahko tudi spreminjamo to Evropsko unijo, ne da jo zgolj opazujemo oziroma sledimo njihovim direktivom. V redu, hvala. Če date mikrofon gospe Šulin, zakaj se splača je tvoje? Sej en glas, 400 milijonov ljudi v Evropi. Zakaj vstati pa iti na volitve, če bo recimo en tak lep sončen dan? Hvala lepa za ta dogodek, za to povabilo. Zelo pomembno je, da se ti dogodki vrstijo, tako kot je tudi namen tega prvega posveta. Govorim o tem, da so naši državljani premalo informirani o tem, kaj Evropska unija, Evropski parlament, Evropska komisija in vse evropske institucije dobrega naredijo za vse države članice, torej tudi za Slovenijo. Mene veseli, da tukaj vidim kar nekaj mladih, ki običajno ne odhajajo ali pa ne odhajate tako pogosto na volitve kot mi, ki smo že nekoliko starejši. Torej se sprašujem, ali doma, v družinah, v pogovoru dovolj naredimo za to, da povemo otroku o pomenu volitev, da to pomeni, da ko ideš na volitve, to, da sam prispevaš svoj glas in da daš glas tistemu, za katerega meniš, da ima najboljši program. Kar 30% Slovencev meni, da bi bilo informiranje nujno potrebno, da bi več ljudi odšlo na volitve, in zanimivo, kar 10% Slovencev niti ne ve, kam oditi na volitve, zanimivo, čeprav domov dobimo torej obvestila, kje so naša volišča, in ne vedo, za koga voliti. Veliko je tudi strani medijev negativnih novic, ki se pritičejo delovanju
evropskih institucij. Seveda je potrebno tudi to povedati, vendar menim, da je teh pozitivnih zgodb veliko premalo. Slovenija z vstopom v Evropsko unijo veliko pridobila, bruto domači proizvod se je za nekajkrat povečal, govorimo o prostem pretoku ljudi, blaga, kapitala in da ne pozabimo, da v Evropi za voljo evropskega projekta, ki je pravzaprav projekt miru, vlada že 70 let mir. Brez miru ne bi imeli vsega tega, kar imamo. Hvala za to razmišljanje. Gospod Šoltes, zakaj na Evropsko volišče brez plastične vrečke? To je vaše področje. No, zdaj, lep pozdrav seveda tudi v mojem imenu. Ravno, ko ste omenili plastiko, to je en tak zelo plastičen primer, kako pomembno vlogo ima tudi Evropski parlament pri oblikovanju, pri sprejemanju zakonodaje, ki potem vpliva tudi na države članice. In ravno plastika je sigurno eden od projektov tudi prihodnjega mandata, kako to pretirano plastiko očistiti z planeta Zemlje in razširi zavedanje, da v resnici nimamo seveda planeta B. Ampak to je že zelo vsebinska razprava. Tisto, kar se mi zelo pomembno reče, prosim to, evropske volitve so bile velikokrat nekako potisnjene v senco državnozborskih, v senco lokalnih volitev in tudi zato je bila ta volilna udeležba potem na nek način manjša, kot bi bila sicer. Vendar pa je ta zadnji mandat prinesel kar eno streznitev, zelo pomembno v tem, da se je v Evropi začelo dogajati marsikaj in lahko rečem kar turbulenten mandat, vključno z začetkom finančne krize, ki je bila občutena v mnogih državah Evropske unije, tudi v Sloveniji, in potem z tako imenovano begunsko krizo, ki je pokazala, da seveda Evropa kot projekt miru in pa načel, na katerih je utemeljena, ima tudi svoje slabosti. Slabosti v tem smislu, da je lažje določene zaveze in principe zapisati na papir, kot pa jih spoštovati. Tukaj govorim predvsem o solidarnosti, govorimo, če rečem, socialni Evropi, tudi glede odnosa do okolja. Ampak zaradi teh zadnjih 5 let lahko rečem, da se je pa, to pa je vidno in čutno tudi v Evropskem parlamentu, pa tudi v tej evropski medijski krajini, se je povečal tudi tako imenovan euroskepticizem. Če pogledate, velike države so se v zadnjih volitvah soočale ravno z temi koncepti proevropsko in protievropsko. Ampak definitivno, kar mislim, da tudi tisti, ki skušajo razlagati, da je Evropska unija skupek birokracije, da je odtujena od državljanov, kar je seveda tudi res, ampak mnoge stvari mnogo lažje rešujemo skupaj, kot pa bi jo reševali vsi posebej ali pa vsak posebej. In zato potrebujemo zvezo, zato potrebujemo sodelovanje, prepričan pa sem seveda, da tudi za spodbujanje večjega zaupanja v evropske institucije in delovanje Evropske unije mora določene spremembe opraviti tudi ustroj Evropske unije, zlasti zato, da se zna približati ljudem, da jih ne pusti spregledane, da jih ne pusti za sabo in da se ne postavlja v en ekskluzivni klub elit. Ja, hvala lepa, gospa Romana Tomc. Višja udeležba bi tudi dvignila legitimnost, verodostojnost volitev, verjetno, ne? Najprej lep dober dan oziroma pozdrav vsem skupaj tukaj. Seveda, višja udeležba bi pomenila tudi, prinesla večjo legitimnost tudi evropskim volitvam, tako kot vsem volitvam nasploh. Ampak če stopimo še en korak nazaj, bi jaz najprej želela podati ugotovitev, da se mi zdi, da udeležba na evropskih volitvah nekako odraža tudi udeležbo na sicer lokalnih, državnozborskih ali kakršnihkoli volitvah v nekateri državi. Če je udeležba na splošno na volitvah v državi manjša, potem je tudi manjša, relativno še manjša tudi na evropskih volitvah. To kažejo statistični podatki.
Zakaj do tega pride? Najbrž je splošno nezaupanje ljudi v politiko eden izmed zelo pomembnih razlogov. Zakaj pa je udeležba na evropskih volitvah še manjša? Pa obstaja prav gotovo tudi nekaj tehtnih zgodovinskih razlogov. Če se spomnite, nekoč Evropski parlament, mi poslanci v Evropskem parlamentu smo neposredno izvoljeni, vendar nekateri, ki so bili pred nami nekaj mandatov, niso imeli takšne moči odločanja. Kajti Evropski parlament nekoč ni imel takšne zakonodajne moči in takšnega vpliva na zakonodajo, kot ga ima danes. Danes je tu povsem drugačna zgodba, to se pravi, Evropski parlament veliko odloča o tem, kakšno bo življenje državljanov in državljank v posameznih državah. In spomnimo, 70% vse evropske zakonodaje, ki se sprejema v Bruslju, če rečemo posplošeno, potem neposredno ali posredno pride tudi v vsako državo članico. To se pravi, to je izjemno pomembno. Upam, da bomo tudi s takšnimi akcijami, kot je danes, pa še drugimi, nekako povzročili, da bo informiranost ljudi večja. Da bodo ljudje dobili občutek, kaj mi počnemo. Da ljudje ne bodo videli Bruslja kot neke zelo oddaljene birokratske enote, ki nima nobene povezave z njihovim življenjem. In zato je prav, da povemo, kaj počnemo, kaj delamo in da to mediji tudi na primeren način prenesejo v naš prostor. Da zaključim s tem, kaj pomeni 8 slovenskih poslancev. Je to veliko, je to malo? Nekatere druge države, recimo Luksemburg, imajo tudi zelo malo število poslancev, pa ne boste nikoli rekli, da so nepomembne in majhne. Ta percepcija je samo v naših glavah. In zelo pomembno je predvsem to, kakšno ime smo si ustvarili poslanci v Evropskem parlamentu. Koliko kolegov uspemo nagovoriti za svojo idejo. In eden izmed zadnjih primerov, recimo, kjer sem sama bila zelo aktivna, so socialni transferi oziroma otroški dodatki in nedopustno diskriminatorna akcija, ki si jo je privoščila Avstrija. Jaz sem uspela pridobiti ne samo kolege iz moje politične stranke, ampak tudi širše, da podprejo to idejo. To se pravi, v Evropskem parlamentu se ne ločimo samo po svojih političnih strankah, ampak predvsem po temu, kaj počnemo in kako uspešni smo pri tem. Ja, drži, gospod Tanja Fajon, Evropski parlament sprejema pomembne stvari, ki seveda postanejo del notranjega pravnega reda Republike Slovenije. To treba poudariti. Ja, hvala lepa za to prvo javno debato tu v Državnem zboru, ki se mi zdi izjemno pomembna in lahko odgovorim kar z vprašanjem, zakaj iti na volitve. In mislim, da je ključno, da se sami mogoče iskreno pri sebi vprašamo. Vsi, ali nam je mar, v kakšni Sloveniji želimo živeti danes, čez 10 let, čez 20, v kakšni Evropski uniji želimo živeti in če nam je mar, potem gremo kot aktivni državljanke in državljani na volitve. To se mi zdi, da je tisto prvo, kar je ključno. Je pa res, da bodo te volitve po moji presoji morda celo prelomne, v kakšno smer bo šla Evropa. Ali bomo šli v neko smer za razumno Evropo, za odprto, za enotno, za tolerantno, za strpno Evropo, kjer bomo delali na dostojanstvu vseh ljudi, kjer bo ta Evropa ostala socialna ali pa je ne bo, kjer bosta ostala mir in stabilnost ali pa bodo mogoče demokracije zamenjali avtoritarni režimi in tako naprej, kjer bomo dali upanje namesto nekega sovraštva. In to mislim, da bo tisto ključno, kar bodo te evropske volitve, glede na vse trende, ki jih imamo, pomenile. In zato se mi zdi, da je pomembno, da gredo ljudje na volitve. Zdaj pa ena čisto kratka, da stopim še korak nazaj, osebna izkušnja. Ko sem prišla v Bruselj leta 2001, to je bilo 3 leta pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo. 14 let smo zdaj članice Evropske unije, prav je, da se spomnimo, takrat Slovenije skoraj da ni bilo na zemljevidu Evrope, skoraj da nas niso
poznali. In Slovenija v tem obdobju članstva, kljub težavam, kljub izzivom, kljub krizam, dobila veliko več koristi. Poglejmo samo skozi zgodovino, od odprtih meja, od Erasmusa za mlade, od priložnosti socialnih, visokih, tudi zdravstvenih standardov, smo še vedno najbogatejša in najprivlačnejša celina. In to je tisto, kar moramo negovati. Slovenija tu ima ugodnosti od te Evropske unije in ne sme nam biti vseeno in samoumevno, da živimo v takem prostoru, ker lahko to jutri zgubimo. Poglejmo samo, kaj se je zgodilo mogoče. To nedeljo spet shodi v Trstu, kjer prihajajo tudi neki nacistični, fašistični, neofašistični sovražniki, nevarna populistična retorika se odvija in to bo tudi glas, kakšna bo prihodnja Evropa. Torej, zelo enostavno, ali bo to neka razumna, odprta, tolerantna, ali pa bomo šli v neko zelo nevarno, razdiralno smer in zgodovina nas je naučila, kam lahko to vodi. Edo, hvala. Evropa je demokratična pridobitev, tudi različnost mnenj. Gospod Peterle, kje vidite vi pomembnost, da velik del slovenskega telesa izrazi to voljo 26. maja? Hvala lepa. Tudi z moje strani, gospod predsednik, hvala za tole pobudo. V takem formatu se še nismo dobili in to mi nekako napoveduje boljšo udeležbo 26. maja. Jaz mislim, da si lahko pomagamo pri odgovoru na tole vprašanje z malce zgodovinskega spomina, kako smo v Evropsko zvezo sploh prišli. Tako, da smo se plebiscitarno odločili za samostojno državo, brez tega ne bi nikamor prišli in bi še naprej predvsem drugi odločali o naši usodi. Leta 90-91, dodal bi še 92, ker nas je takrat priznala takratna Evropska skupnost. Od takrat naprej smo na političnem zemljevidu sveta in mislim, da se premalo zavedamo razlike med časi, ko smo volili med enim in istim kandidatom, starejši se tega malce spomnimo, in demokratičnim evropskim časom, ko izbiramo med množico kandidatov in mislim, da smo dosegli pravzaprav svetlobno razliko. Prej ni treba daleč v zgodovino pogledati, kdo vse je odločal o naši usodi. Zdaj smo pa mi enakopravni člani Evropske zveze, tam se enakopravno govori slovenski jezik, tam se celo učijo slovenskega jezika, česar v preteklosti nismo doživljali. In danes mi soodločamo o celi 500-milijonski Evropski zvezi. Take situacije nismo imeli nikoli v zgodovini. In zdajle je očitno, da je po dolgih desetletjih uspešnega razvoja, širitev, gospodarske rasti Evropske zveze, da je ta zveza v krizi. In vprašanje je zelo preprosto. Ali bomo s svojimi vizijami, svojo voljo in svojimi povezavami skušali vplivati na to, da bo šla Evropska zveza v pravo smer, ali bomo ostali doma. Torej, jaz doslej nisem srečal še nepolitičnega človeka. Poznam nestrankarske ljudi, nepolitičnih pa ne. Kajti tudi tisti, ki reče, se ne grem politike, doma bom ostal, ne grem volit, ta je s tem povedal močno politično izjavo. S tem, ko se odloči, oziroma da se bo izločil, s tem prepusti vse odločanje drugim, vrže stran svoj glas. Mi smo prišli v Evropsko zvezo zato, ker smo se opredelili, ker se je 90% ljudi opredelilo za samostojno slovensko državo in skoraj enak procent, v enakem odstotku smo se odločili za Evropsko zvezo. In jaz sem vesel, da je danes še vedno velika večina Slovencev za Evropsko zvezo in jaz delim mnenje sveda, da ni nobene resne alternative. Mi živimo v srcu Evrope, obkroženi smo z državami članicami. Bi se vprašal, kam pa lahko gremo iz te zgodbe. Tako da jaz bi še tole rekel. Vsak od nas 8, ki ga srečujejo drugi v Evropskem parlamentu, pomeni Slovenijo. Vsak, ki sreča enega od nas, sreča Slovenijo. In
to je eno dejstvo, ki se ga mogoče premalo zavedamo. In jaz mislim, da bi bilo zelo dobro, da na teh volitvah dokažemo privrženost Evropi tudi z večjo udeležbo. Imamo priliko, da soodločamo in recimo bi rekel še to, da ko se borimo oziroma imamo dokaze za to, da lahko uspevamo. Spomnil se bom predsedovanja Slovenije, ki je bila prva od novih držav članic, ki je predsedovala in dobila je odlično oceno. Ker se je z bolj zdravim ukvarjam in z bojem proti raku, bi se rad spomnil dejstva, da je za časa slovenskega predsedovanja prišlo do sklepov Evropskega sveta za boj proti raku. Uspeli smo, tisti, ki smo v Evropski ljudski stranki, našo politično skupino prepričati, da bo boj proti raku ena od prioritet. Ne bi šel zdaj v japonsko gostovanje in tako naprej. Skratka, vsak od nas ima izjemno priliko, da s kvaliteto svoje ideje še koga prepriča in projekt pelje do uspešnega konca. Hvala lepa. Gospod Weigl, tudi če si kritičen do Evrope, to ne pomeni, da se ne gre na volitve. Hočem reči, ne pomeni, zadeve lahko spreminjaš, če si zraven. Brez dvoma. Jaz sem zelo navdušen nad tem, da odpiramo ta prostor javne razprave pred volitvami, da poskušamo kljub temu, da smo prehlajeni, dodati nekaj argumentov tistim, ki dvomijo o tem, da ima smisel iti na evropske volitve. Jaz mislim, da je posebej pomembno to, in to potrjujejo podatki o glasovanju pri zadnjih volitvah in pri prejšnjih volitvah, da motiviramo za evropske volitve mlade ljudi, mlado generacijo. Številke kažejo, da so pri prejšnjih volitvah starejši ljudje množično šli na volišča, približno 80% telesa volilnega in približno nekaj čez 20% tisti, ki so volili, so bili pa mladi. Zdaj, zveni otrcano, da na mladih počiva svet, ampak dejstvo je to, da to Evropo, kakršno imamo danes, bomo predali v roke mladim ljudem. In to mladim ljudem, ki bodo povezani, ki ne bodo samo slovenski domoljubi, ki ne bodo samo gradili na tem, kar mi ustvarjamo tukaj, ampak da se bodo povezali za svojo generacijo od zunaj, da bodo izkoristili možnosti, ki jih ponuja ta Evropa brez meja. Upam, da bo ostala brez meja. Zaenkrat je. Možnost, da se gre študirati na univerze drugam, možnost tudi, da si dobiš neko boljšo službo, boljšo plačano službo in se boš nekaj naučil in se vrnil domov takrat, ko se ti bo zdelo, da je vendarle tvoje mesto tukaj. Vsak človek ima eno samo domovino, to se vedno znova kaže. Jaz sem recimo v svojem profesionalnem življenju preživel 36 let življenja izven Slovenije in mi je življenje zaradi tega veliko hitreje minilo, nažalost. Verjamem, da vsak, ki okusi svet, doda nekaj k svojem razumevanju tega sveta. Zato bi pozval mlade, naj izkoristijo svobode, ki jih je odprla Evropska unija in v katere smo mi sprejeli kot nekaj samo po sebi umevnega. Mogoče je razlog, zakaj mlajši danes ne gredo na volitve, v tem, ker ne vedo, kako je bilo prej, ker ne vedo to, kar starejša generacija ve, ko smo si želeli biti del sveta, del naprednega sveta, ko smo želeli potovati v tujino, spoznavati druge ljudi. Zdaj je to samo po sebi umevno, ampak
če bodo aktivni, če se bodo povezali z svetom, bodo tudi nekaj te Slovenije, nekaj naše identitete, naše kulturne identitete, naše identitete kot uspešnih podjetnikov v posebni kategoriji. Vedno govorimo o tem, kaj Slovenci lahko dajo tudi na gospodarskem področju. Očitno smo talentirani, inovativni in zelo uspešni voditelji manjših in srednjih družinskih podjetij. To je neka kvaliteta, ki jo lahko plasiramo ven in tudi se marsičesa zraven naučimo. Zdaj verjamem, da imate dosti posebej tega mojega razklanega glasu in bom tukaj se ustavil. Hvala lepa za pozornost. No, ampak boste še morali kaj spregovoriti kasneje. Gospod Zver, se splača iti na volitve, govorimo o aktivnem državljanstvu, o tem državljanstvu Evrope, ki je se to prepleteno dan danes. Hvala za vabilo pa za organizacijo tega srečanja, tudi za vprašanje. Ja, jaz mislim, da je udeležba ljudi na volitvah odvisna vse od dveh takih temeljnih faktorjev, ki vplivajo. Ena je od politične kulture, včasih rečemo, bolj ko je narod politično kulturen, bolj je angažiran politično, in pa od vsakokratne motivacije ali pa interesa, da se gre na volitve in se odloči. Zdaj na to slednje vplivajo veliko stvari. Govorili smo že, da imajo mediji veliki vpliv. Če bi mediji poročali malo drugače o Evropski uniji in o življenju Evropske unije, bi zagotovo bila udeležba višja. Imajo pa seveda tudi druge, tudi javne ustanove velik vpliv na oblikovanje te motivacije. Recimo to, da se Državni zbor odločil za eno tako organizacijo dogodka danes, je pozitivno, gre v pravi smeri. Pa tudi druge politične ustanove bi lahko prispevale, tudi politiki sami svojo držo in tako naprej. Seveda pa največ pa imajo tukaj besede politične stranke. Če uspejo prepričati svoj del volilnega telesa, je to seveda zgodba dobra. Zadnja leta so zmagovale desnosredinske stranke, enostavno iz razloga, ker so pač imeli njihovo volilno telo je bilo pač malo bolj proevropsko usmerjeno kot ostale. So še seveda drugi dejavniki, ki vplivajo, tudi družina, vrstniki in tako naprej, ampak vendarle tisti politični so tukaj glavni in pa seveda mediji. Dolgoročno zagotoviti neko stabilno udeležbo na volitvah pa je seveda odvisno od politične kulture, kot sem prej dejal, ali pa vzgoje. Tukaj pa je zadeva že povezana z vrednotami, ne samo z interesi, in to je pa malo dolgoročnejši proces, v katerega se mora močno vključiti zlasti šolski sistem z svojimi ustreznimi predmeti in pa tudi vsebinami. Zato je potrebno delati tudi dolgoročno na dolge proge. In tukaj bi se moralo šolstvo v celoti, edukacijski sistem močno vključiti v bolj aktivno državljanstvo. Naši mladi so preveč odtujeni od javnega življenja, ne marajo preveč politike, primerjave s njihovimi vrstniki, recimo Belgija ali pa Nizozemska, tu kaže visoke odstotke. Recimo je bilo vprašanje, ali mislite, da vaš glas vpliva na politični proces ali pa na odločanje. Popolnoma različni odgovori so v vzhodni Evropi ali pa tudi v Sloveniji ali pa v zahodni Evropi, kjer je demokratična tradicija, ni bila prekinjena, je močna, tam je udeležba bistveno večja kot recimo Slovaška, Slovenija. Ampak zato imamo veliko več dela, veliko več mantre nas čaka, da mlade vendarle prepričamo, da je to proces, katerega se morajo vključiti. Jaz mislim, da bi v perspektivi pač dolgoročno šola mogla napraviti tukaj bistveno več kot je doslej, seveda pa tudi politične stranke in pa mediji. To so ključni dejavniki, ki vplivajo na to, ali grejo ljudje voliti ali ne. Ja, to je bila malo bolj rešitev za čez 5 let. Šolski sistem se počasi spreminja, prilagaja. Hvala lepa, gospod Zver. Hvala vam za ta prvi krog, ki bil malo daljši, ampak zaradi neke uravnoteženosti na približno enako vprašanje odgovarjate. Ampak zdaj, gospod Bogovič,
prejšnji mandat, ta iztekajoči mandat je bil malo poseben, bile so nekatere druge teme, kazala se je tudi raznorodnost političnih in siceršnjih mnenj držav, predstavnikov znotraj Evropskega parlamenta, predvsem. Ostanimo pri izhodiščni temi, zakaj na volitve, katere teme bodo po vašem opredeljevale in usmišljale naslednji mandat. Katere so teme prihodnosti? Vemo, kaj je bilo značilno za ta mandat. Najprej, če gledamo pozicijo ali pa politično okolje širše, je 5 let kasneje zelo jasno vidno, kako so te veliki svetovni politični igralci aktivni in kako so se začele kazati neke ambicije po vplivu tudi v povsem našo soseščino. In da je Evropska unija takrat, ko je postala največje gospodarstvo, postala na nek način največji konkurent. Če nimamo skupne, zunanje politike, smo pa gospodarsko zelo močni, vplivati na en Google, najbrž ne more posamezna država, Evropska unija lahko kot celota. In tu mislim, da je geostrateško zdaj zelo vidno, kako, če hočete, tudi hodijo tuji svetovalci po Evropah, po evropskih državah na nek način razdirati projekt Evropske unije. In to mislim, da je ključna razlika, ki se je moramo zavedati. Drugo, kar je z Brexitom, se je zgodilo nekaj, kar mislim, da tudi v povezavi z volitvami zelo potrebno izpostaviti. 70% starejše generacije, ki je glasovala za Brexit, je odločala v imenu 70% mlajše generacije, ki je glasovala proti Brexitu, pa ni šla na volitve. Oziroma je šla v manjšem deležu, kot so šli starejši. Zato mislim, da je treba v ta kontekst to aktivno vlogo vzeti. Stvari, ki bodo za moje pojme, ki so danes najbolj pomembne oziroma odprte, prvič, kako zgraditi nazaj večjo kohezivnost Evropske unije. 2 krizi, finančna je razdelila Evropo sever-jug, sedaj v veliki meri migrantska razdeljuje Evropo vzhod-zahod. Kako je potrebno, po mojem prepričanju, več na nek način empatije, spoštovanja med državami v prihodnosti. Imamo različno zgodovino. Ko so nekatere države kolonialno osvajale svet, so nekatere druge so odpravljale revščino, pa na nek način imele boj proti vdoru in širitvi bizantinskega cesarstva. Nekateri so bili po drugi svetovni vojni v vzhodnem bloku, ni bilo migracij, so vse interne migracije in imajo bistveno bolj monolitne strukture, kar se nacionalnosti tiče, zato so ti migrantski tokovi, pa tudi na nek način odtok ljudi, mladih iz novih držav, manj razvitih v bolj razvite države, regije, izzivi, na katere bo potrebno imeti kvalitetne odgovore, ne zgolj neke šablonske rešitve, ki lahko Evropsko unijo še bolj razdelijo na 2 dela. In zame je ključ, kako narediti, kako znati odgovoriti na te okoljske okoliščine, okolje Evropske unije, imeti enotno politiko znotraj Evropske unije, prepoznati razlike, več spoštovanja med državami, spoštovanje pravne države, pravila, ki so zagotovo za zdravo demokracijo, ki so povezane z pravno državo, nujno potrebne. Vsekakor pa mislim, da bo potrebno več dialoga med voditelji, ki so na nek način šli zdaj vsak sebe in tudi vsak si mogoče malce po svoje zamišlja pravno državo. Samo na primeru, ne vem, ali ni tudi to, kar je Romana že omenila, da se neka država odloči mimo evropskih regulativ za različne otroške dodatke, tudi merilo za to, da bi bilo potrebno odpraviti te stvari. Tako da večja povezanost, več dialoga in pa čim bolj enoten odgovor na okolico in pa na izzive, ki bodo zaznamovali naslednja leta, se pravi digitalizacija in ostale stvari. Ja, se pravi tudi nekaj se naučiti iz sedanjega mandata, ki se izteka. Tako je, ja. Gospa Patricija Šulin, kakšno je vaše mnenje glede pomembnih izzivov, ki naj motivirajo ljudi, da se bojo udeleževali, participirali pri teh volitvah, angažiranju pri evropskih temah in pri podobnih zadevah? Prioritetne teme že tega mandata
posebej pa še naslednjega, so zagotovo dvig gospodarske rasti, zmanjšanje brezposelnosti, predvsem med mladimi, migracije in digitalizacija. Tukaj ne smemo pozabiti tudi na odhod Združenega kraljestva iz Evropske unije, ki se bo najverjetneje zgodil kot napovedano konec marca letošnjega leta, kar pomeni tudi manj priliva v evropski proračun, sicer še ne za leto 2019 in 2020, vendar ta odhod Združenega kraljestva bo imel vpliv na večletni finančni okvir, govorimo po letu 2020, torej za obdobje 2021 in 2027. Če želimo uspeti pri vseh prejšnjih prioritetah, ki sem jih omenila, bo potrebno seveda tudi napolniti evropski proračun, saj do te meje in vrednosti, kot je bil sedaj. Tako da se intenzivno pogovarjamo v Evropskem parlamentu, še posebej na odboru za proračun, kjer sem polnopravna članica, sodelovala sem tudi znotraj Evropske ljudske stranke pri pripravi mnenj in predlogov glede večletnega finančnega okvira, za koliko se bodo povečali prispevki držav članic. Danes znaša to, kot vemo, 1% bruto domačega proizvoda, vendar ta procent se bo dvignil. Parlament je sicer predlagal 1,3%, kar najverjetneje Svet Evropske unije in države članice ne bodo sprejele, tako da bo to povečanje najverjetneje med 1,1 in 1,2%, kot seveda bomo morali iskati tudi nova lastna sredstva za polnjenje evropskega proračuna. Ja, hvala. Gospod Šoltes, kako se stvari spreminjajo s časom, ne? Včasih smo problemu s plastiko zamahnili z roko, ne? Danes se že zamislimo, jutri bo to skoraj glavna tema. No, seveda bo tem ogromno, ponavadi tako, ne, da seveda večina oblikuje vodilne teme, ki potem predstavljajo mandat. Druga stvar je pa seveda tudi svet, ne samo v Evropi, ampak tudi okoli nas, ki oblikuje in naplavlja na površje teme, ki burkajo ta naš prostor. Jaz seveda bi si zelo želel, da bi ta promocija Evropske unije skozi, če gledam nazaj, 10 let, potekala tudi na ta način, da bi Slovenija čim bolj uspešno, učinkovito in gospodarno seveda črpala evropska sredstva za projekte, ki so pomembni za Slovenijo. In tukaj bi se lahko Slovenija tudi včasih zgledovala po kakšnih državah, ki so izjemno uspešne pri črpanju evropskih sredstev, zlasti na različnih strukturah, ne samo pri infrastrukturi, ne samo pri, narekovajih rečem, drugem tiru, ampak pri mnogih drugih področjih, ki dvigujejo kvaliteto življenja. In tukaj me zdi, da smo vseeno naredili premalo in ravno zaradi tega manjka je tudi ta občutek učinka Evropske unije mogoče manjši, kot bi si sami želeli. Je pa res, da tisto, kar se sprejema v Bruslju, ima neposredno posledice tudi za državljane Republike Slovenije. In sam bi si seveda zelo želel, da bi tudi v prihodnjem mandatu visoko na lestvici tem se znašlo tudi okolje. Okolje v tem svojem najširšem pomenu besede, ker nekaj se moramo zavedati, ne, to velja tudi za našo državo. V prihodnje ne bo naša največja nevarnost, to, kar se skuša prikazati, migracije. Mislim, da bo ena največji izziv hrana in voda in seveda semena. To so ene najbolj strateških vprašanj, od katerega seveda je odvisna tudi prihodnost posameznega naroda. In tukaj v odnosu do Evropske unije in v odnosu do samih sebe seveda lahko storimo še mnogo, mnogo več. In sam sem velik privrženec seveda tudi zdrave lokalno pridelane hrane, ki se mi zdi, da je pomemben element tudi za kvaliteto življenja, za dvig življenjskega ali pa kvalitete življenja. In to so stvari, ki so v povezavi, kot ste omenili, z plastiko, tudi zaščito potrošnikov, ki se oblikuje tudi na evropskem nivoju, tudi ena od ključna tema za to, da so ljudje čim bolj informirani, da dobijo čim več informacij o tem, kaj na kakšen način
jejo in kakšno pravzaprav pravico izbire sploh imajo. In to so stvari, ki so se že v tem mandatu, se bodo pa še bolj pokazali tudi v naslednjem. In tisto, kar mi mogoče samo pri okolju, če ostane za hip, se veste, Evropa je velik pobudnik in tudi podpisnik Pariškega podnebnega sporazuma, ampak zelo lahko je podpisati zaveze do leta 2030, do 2035, zaplete se pa ponavadi potem pri implementaciji. In to je tudi eno od tem, ki se bo v prihodnosti v Evropskem parlamentu in Evropskem prostoru tudi pokazalo. In sicer ta odnos in rekel, dolge lovke industrije oziroma rekel, korporacij, ki delujejo ne samo ali pa pretežno seveda v interesu dobička, včasih tudi na škodo ljudi. In to so stvari, na katere moramo se tudi glasno opozarjati v Evropskem parlamentu. In druga stvar, ki bi jo samo še omenil in ki bo tudi od, sem prepričan, vodilnih tem, to pa je vladavina prava. In tukaj bi si seveda želel, da bi tudi Evropska komisija včasih pri razumevanju vladavine prava imela enake vatle za vse. In Evropa zelo rada uči druge države izven Evrope, kako je pomembna vladavina prava, kako je pomembno spoštovati zakonodajo. Včasih se pa tega seveda tudi sama ne drži in to, kar je bilo pač aktualno, če se spomnite samo arbitražni sporazum Hrvaško, kako komisija ni zmogla se postaviti na jasno stališče, da je pač odločitev arbitraže res judikata in da so njej ne razpravlja, ampak se praktično samo izvrši, implementira. Hočem reči, to so stvari, ki bodo sigurno pomembne tudi za naprej. Kakšen odnos bomo zgradili do teh vprašanj, s tem povezano se pa tudi zaupanje ljudi v verodostojnost evropskih inštitucij. Ja, absolutno. Gre za premočrtno zaščito oziroma zauzemanje slovenske interese, za povečevanje samozavesti in znano je, koliko imaš sam samozavesti, toliko spoštovanja tudi zbujaš. Kaj pa po vašem mnenju, gospa Romana Tomce, bodo nekatere teme še vlekle v ta parlament? Ali bo njihova moč pojenjala, prihajajo nove? Prav gotovo bodo nekatere teme ostale stalnica oziroma se bo njihova intenziteta še povečala, ampak jaz mislim, da glavni izziv za Evropsko unijo, pa bom rekla v naslednjem kratkoročnem obdobju, je kako preprečiti poglabljanje razlik med vzhodom in zahodom, med severom in jugom. Skratka, kako najti nek recept večje, bolj povezane Evrope. Mislim, da se s tem ključnim vprašanjem, tudi v vrednostnem smislu, zdaj bi bilo treba najbolj ukvarjati. Poglejte, ko smo začenjali mandat, smo ga začenjali v času velike gospodarske krize. Evropa je odlično rešila ta gospodarski problem. Danes je brezposelnost mladih na najnižji točki v zadnjem, recimo, 10-letnem obdobju. Ampak vseeno pa nismo uspeli rešiti nekaj drugačnih vrednostnih pogledov na naše življenje. In zato mislim, da bo to naš izziv. Katere bodo pa konkretne teme, pa je jasno pokazal že ta mandat. Recimo tudi anketa med državljani in državljankami Evrope. Prav gotovo bo to naša varnost, bodo to vprašanje migracije in seveda tudi vprašanja povezana pa ne samo z gospodarsko rastjo, ampak s stanjem gospodarstva nasploh. Kako bomo zadržali to vodilno gospodarsko vlogo v svetu? Kaj moramo narediti, spremeniti v našem gospodarstvu? Kako ga moramo digitalizirati? In to za seboj prinese seveda nove izzive. Digitalizacija pomeni spremembe v delovnih mestih. Kako se bomo lotili tega problema? In kaj se mi zdi zelo pomembno in o tem govorimo, vendar se premalo navzven sliši, veliko tega denarja, ki smo ga na začetku namenili za reševanje gospodarstva in delovnih mest, je šlo v zidove, je šlo v stavbe, je šlo v mostove. In s tem smo bili uspešni. Ampak v naslednjem obdobju mora iti enako toliko denarja in enako toliko naše energije v vlaganja v ljudi. Evropa se stara.
socialni sistemi evropskih držav pokajo po šivih in Evropska unija nima enotne politike, tako kot ima na primer pri sistemu davka na dodano vrednost približno dane okvire, kjer se lahko države članice gibajo. Na socialnem področju tega nimamo. Nimamo na zdravstvenem področju, nimamo na pokojninskem področju. In seveda te ideje vznikajo zdaj, kaj mora Evropa narediti, kako biti bolj aktivni tukaj, ker seveda ne moremo prepustiti tega posameznim državam članicam, ker njihovo gospodarsko stanje ni povsod najboljše in zato tudi stanje v socialnih sistemih je ponekod izjemno zaskrbljujoče. Če želimo ostati najbolj socialen kontinent, najbolj socialna skupnost, kjer bomo vsi skupaj radi živeli, kjer se bomo počutili varne, ne samo v smislu dejanske varnosti pa terorističnih napadov, ampak tudi varno kot ljudje, varno v starosti, varno glede tega, da smo zmožni in da nam država lahko ponudi oziroma okolje, da nam ponudi gospodarsko nova delovna mesta, tudi v tem smislu varnost, potem bomo morali tudi to percepcijo, kam naj Evropa vlaga, malce spremeniti v naših glavah. In glede na to, da delujem v tem odboru, ki se s tem ukvarja, odboru za socialne zadeve in zaposlovanje, jaz mislim, da gremo prav v tej smeri. In to je prav. Ja, gospa Fajon izhaja iz prejšnjih sogovornikov, želijo si Evropo večje socialne pravičnosti, pa enakomernega porazdelitve bremen. Vse to drži. Jaz bi rekla takole, da Evropo moramo vrniti nazaj ljudem. Evropo moramo osmisliti in ljudi postaviti spet v osrčje, da bodo čutili, da so del procesa. Narediti jo moramo preprosto, boljšo in drugačno. To pravim zato, ker danes, če vprašamo Evropejke in Evropejce, čutijo, da so zelo oddaljeni, da se politike dogajajo v nekih zaprtih institucijah, netransparentno, daleč od oči javnosti, da gre za en slab administrativni birokratski sistem. Jaz mislim, da tu bomo rabili močno prevetriti, kako povrniti zaupanje ljudem, da bodo čutili, da lahko vplivajo, kot smo imeli postopke, ko so Evropejke in Evropejci odločili o tem, ali bo voda javna dobrina, ali bomo zadržali, ne vem, svoboden dostop do interneta, ali bomo imeli še naprej spodbude za male, srednje podjetnike, ali bomo imeli visoke socialne zdravstvene standarde, da bodo ljudje dejansko odločali in se čutili, da so del procesa. Zato pravim, da moramo narediti Evropo boljšo, drugačno in jo vrniti nazaj ljudem. Ključni izzivi pa bodo zdaj, mi smo v svetu globalizacije, mi imamo velike izzive in samo ena močna enotna Evropa se lahko spopada. Nobena država sama se s temi izzivi globalizacije, ali so to migracije, ali je to varnost, ali so podnebne spremembe, ali so energetski izzivi, ali je terorizem, vse to so vprašanja, ali so davčne oaze, kjer izgubljamo ogromno denarja, so vprašanja, kjer potrebujemo skupno sodelovanje. In jaz mislim, da bo šla Evropska unija v smer, ali vsaj morala bi iti v smer, da se povezujemo tam, kjer imamo velike skupne interese in izzive. To, če govorim varnost, kar je ena od glavnih stvari, ki skrbi Evropejce, ne mislim varnost v smislu ograj, prepreg, žic in podobno, ampak neko socialno varnost, socialno pravičnost, kar je tudi tisto, kar danes Slovenke in Slovence najbolj skrbi. In to bodo izzivi prihodnje, kjer jaz iskreno verjamem, da je Sloveniji v velikem interesu Evropska unija, ki je močna, enotna in povezana okoli velikih strateških interesov. Preprosto nas svet, hitrost, globalizacija sili v to, da sodelujemo. In gotovo bo tudi digitalna revolucija, ki se nam dogaja. Kar bomo morali zaščititi, je prihodnost dela. Kako bodo ljudje lahko dejansko preživeli, imeli dostojno delo, dostojno plačilo in enake možnosti. In v Evropi se nam je res zgodilo to, da imamo bogato celino,
z visokimi standardi, pa vendar je to bogatstvo danes zelo nepravično porazdeljeno. Na eni strani velik del bogatih ljudi, na drugi strani vse več revnih pod pragom revščine in to je tisto, kjer moramo nazaj zgraditi socialno pravičnost in dati priložnosti za vse. Tisto zgolj preprosto dostojanstvo ljudem in vrniti upanje ljudem v smislu, da bomo ponosni Slovenci, ponosni Evropejci in tako tudi tekmovalni v svetu s temi mehkimi lastnostmi, ki jih Evropa ima, kjer smo močni. To bo gotovo podnebje, energetika, gotovo bodo to tiste znanost, izobraževanje, ključni stebri naše prihodnosti, kjer pa lahko veliko naredimo, kjer imamo to znanje in potencial. Zato se mi zdi, da bo to tisti ključni izziv. Zaupanje Evropejkam in Evropejcem v neko odprto, tolerantno, socialno, pravično, varno Evropo. Ja, gospod Peterle, vi imate najdaljši staž v Evropskem parlamentu. Ko ste prišli, ste bili še začetnik. So bile drugačne, druge teme, drugi izzivi, zelo na kratko, potem pa v prihodnosti. Ja, teme so bile res drugačne, ampak osnovno vprašanje pa je izrazito povezano s tem, kar je kolegica Tanja povedala. Evropska zveza se mora dogovoriti, kaj bo zares delala skupaj. Skupaj pa lahko delamo samo, če delimo res iste vrednote in načela in če spoštujemo pravila, za katere smo se zmenili. In tukaj smo kar precej v težavah. Tukaj prihaja do razlike med Zahodno in Srednjo Evropo. Srednja Evropa ima drugačno zgodovinsko, politično in kulturno izkušnjo in jaz tukaj pogrešam dialoga, ker sodelujemo lahko samo, če razumemo drug drugega, če vemo, komu kaj pomeni in ne moremo govoriti o istih vrednotah in pod istimi besedami misliti različno. To je nek predpogoj za vse tisto, kar je oziroma bo v naslednjem mandatu ključna tema. Jaz sem prepričan, da bodo to tri stvari. Najprej migracije, potem vprašanje zdravja, potem digitalizacija. Lahko bi naštel tudi naslednjo trojko, ampak nimam toliko časa. Migracije niso ideološko vprašanje, so zelo stvarno vprašanje, ki bo ostalo, kljub temu, da se vojne končujejo. Mi že takrat, ko smo tukaj sprejeli okrog 500 000 beguncev, že takrat smo videli, da je bila večina pravzaprav migrantov. Vojne so končane, migranti se pa nadaljujejo in imamo več vrst migrantov s takimi ali drugačnimi nameni. In v Srednji Evropi se je izoblikovalo stališče, bi rekel, bolj suverenistično, v tem smislu, da morajo države ohraniti pravico, da se odločajo, koga vzamejo, koliko in pod kakšnimi pogoji. Jaz to stališče delim, pa nisem zato nič manj human. Kdor je zares v stiski, mu je treba pomagati tako, kot se spodobi, vendar države morajo imeti besedo pri tem, koga sprejemajo in v kakšnih okoliščinah. In tukaj se zdaj dogaja nekaj, zlasti v Srednji Evropi, da se vendar začenja odpirati z jasnejšo besedo vprašanje veselja do življenja v Evropi. Jaz srečujem čedalje več tudi ekspertov, ki menijo, da zgolj stava na migracije ne bo najprimernejša, da se bo morala Evropa zamisliti tudi, kako je z njenim naravnim prirastkom oziroma z rodnostjo. Mi govorimo o evropskem načinu življenja, me zanima, če ga lahko nadaljujemo brez Evropejcev, če ga lahko nadaljujemo samo z migranti. Tako da ta tema prihaja v ospredje in ne samo v tako imenovani vzhodni Evropi. Glede migracij bi se dalo veliko še reči. Naj omenim, da je v Turčiji še zmeraj v taboriščih čez 3 milijone resničnih beguncev, za katere ni nujno, da bodo šli vsi nazaj, od koder so prišli. Skratka, Afrika,
če damo 100 milijard razvojne pomoči, bo imela še vedno pritisk, ker je to tudi interes kriminalnih združb, ki pošiljajo ljudi čez Saharo in Sredozemlje. Zdaj na hitro nekaj o zdravju. To, kar je prej Igor govoril o okolju, klimatskih spremembah, zdravje postaja nekakšen sintetičen pojem, skozi katerega gledamo tudi na kmetijsko politiko, ker želimo zdravo hrano, gledamo na okolje, gledamo na energijo. V tem mandatu se bo okrepil integriran konceptualen pristop, da bomo kombinirali različne razvojne strategije, ki bodo imele za cilj več zdravja. Tisto, kar sem prej o raku govoril, govori, da gre razvoj v to smer. In to tudi vsak evropski državljan razume in pričakuje, da bomo od tega, da nas je skupaj še vedno 28 držav, da bodo tudi bolniki več imeli. Digitalizacija, bi vam rad povedal samo eno dejstvo, ki govori, kam se bo premikala debata na to temo. Mi se zdaj v parlamentu ukvarjamo z vprašanjem, ali naj roboti dobijo status pravne osebe. Roboti se bodo učili, umetna inteligenca napreduje sami s svojim ravnanjem in bodo avtonomno odločali. In zdaj se nam pojavljajo čist nova vprašanja odgovornosti. Kaj bo, ko boš trčil v samovozeči avto? Kdo bo kriv, kdo bo plačal? Kaj, če bosta trčila dva samovozeča, dve vozili? Torej, mi se zdaj, ko ste vprašali, kakšno vprašanje so zdaj, so tako, v katerih se ni dali zamišljati pred 10 leti. Potem vprašanje, ključno vprašanje, ki se ga premalo zavedamo na temo digitalizacije, je, kaj se bo zgodilo s tako imenovanimi velikimi podatki Evropske zveze. Ali bodo s tem upravljali drugi, ali bomo mi vso zasebnost pustili v nemar in bodo z vsemi našimi podatki, ki se zbirajo, ne da bi mi vedeli, že s tem, ko telefoniramo oziroma uporabljamo mobilne telefone, ali bo to upravljal nekdo drug, ali bomo gledali, kaj se dogaja med Ameriko in Japonsko, ali bomo tukaj odigrali neko vlogo. Ja, veliko izzivov. Izzivov, vidite, se upravičujem, sem se tako razživel, ampak mi se o tem pogovarjamo vsak dan. Ja, zdaj, tu so pa iztočnice vaših kolegov, gospod Vajgl, demografija, ne vem, roboti. Zdaj, dokler ne bo robot postal fizična oseba, je še v redu. V naslednjem mandatu tudi to. Kaj pa ta neenotnost Evrope morda tudi slabi njen geostrateški položaj v odnosu do svetovnih partnerjev, do močnih Združenih držav, močne Kitajske? Tle se bo treba malo bolj poenotiti, verjetno, da bomo lahko šli v štrit z njimi. Ja, hvala lepa za vprašanje. Lahko je porin žabo v vodo, pravijo. Jaz se veliko ukvarjam z zunanje političnimi temami, ker sem član odbora za zunanje zadeve. In ena izmed ključnih razprav danes v Evropski uniji je, kako Evropo predstaviti svetu kot subjekt, kako poenotiti interese okoli ključnih interesov. To pomeni skupna zunanja politika, to pomeni skupna varnostna politika, ampak to pomeni tudi skupen pogled na svet. In v svetu je danes še vedno ključno vprašanje vojne in miru. Jaz bi obžaloval, če bo razprava o evropskih volitvah v Sloveniji postala razprava o migraciji, o migrantih. Prepoceni se nam ponuja ta vroča tema in jaz bi plediral, obravnavajmo to temo ne samo humano, ampak tudi pametno. Mi vsi smo nekoč od nekod prišli. Ne se sprenevedati glede naše evropske zgodovine. Evropska zgodovina je zgodovina migracij, tako kot je svetovna zgodovina migracij. In to ni tema, ki bi klicala, ki bi mobilizirala, ne vem, netolerantnost, sovraštvo med nami. Tako da
bojim se, da plujemo nekoliko v to smer, preveč je negativnosti v zvezi z migracijami in migranti. Migranti so ljudje in se je treba pogovarjati o njih kot o ljudeh, ne kot o migrantih. Jaz bi rekel, druga pomembna tema je vprašanje, kaj bomo v Evropi naredili za to, da bo tudi starejša generacija živela človeka vredno življenje, da bo starejša generacija poplačana za tisto, kar je ustvarjala, tisto dodano vrednost. Moram reči, da tukaj stvari niso samo negativne. Mi smo v Evropskem parlamentu v preteklem mandatu dali temo medgeneracijskega sodelovanja, temo starejših v revščini, temo nekih standardov dostojnega življenja na dnevni red. Evropski parlament ne odloča o višini pokojnine v posamezni državi, ampak lahko pa postavlja standarde, kaj je še sprejemljivo, kaj je dostojno, kaj je pravično. In na tem se je Evropski parlament angažiral in mislim, da bo to tudi ena izmed aktualnih tem v prihodnem mandatu. Še ena stvar bi rekel, prej je kolegica govorila o nevarnosti delitve Evrope. Jaz bi poudaril, da Slovenija se ne sme opredeljevati za katerokoli od strani, ki nastajajo v Evropi. Evropi se črtajo neke meje, ki spominjajo na meje v hladni vojni. Mi ne smemo biti v neki skupini držav, ki bo erodirala skupno evropsko politiko, zunanjo in varnostno. Tako da bi rekel, bodimo aktivni, ampak ne bodimo aktivni v napačnih povezavah. Hvala lepa. Hvala lepa. Boste kaj novega? Je še prostor za kakšno novo temo po 7 sogovornikih? Kaj boste vi poudarili? Po vrsti pa repliciram, če želite. No, mogoče bi se samo na tezo o socialni Evropi malo ozrnil nazaj. Res je, to bo vedno bolj pomembna tema in zlasti južni lok držav zahteva, da se Evropa čim bolj vključi v reševanje tudi socialnih težav v državah članicah. Ampak vendarle to ni skupna evropska politika in še dolgo ne bo. Bruselj nima možnosti, niti finančnih možnosti, da bi posegel v socialno perečo vprašanje držav članic, recimo Grčije, Bolgarije, Romunije in jim pomagal kakorkoli že. Lahko pa to, kar je bilo omenjeno, postavi nekatere standarde in se reče, do tu, pod tu pač ne gre, socialna država pade. V tem primeru ja, ne moremo pa zdaj razumeti, da bodo države donatorke reševale socialna vprašanja v nekaterih državah članicah. Ampak to je tudi vedno bolj zanimiva tema tudi za evropske državljane in zagotovo se tudi v tej politični kampanji tega vprašanja ne bo dalo ogniti. Kakor tudi ne drugih, ki so že bila omenjena, migrantski valovi, zlasti ilegalno migrantski valovi bodo zagotovo ena od pomembnih tem, tudi tokrat, tudi varnost, tudi terorizem. Terorizem je še posebej pereče vprašanje, ker države članice, zlasti močnejše članice v Evropski uniji, premalo sodelujejo med seboj, premalo izmenjujejo ustrezne podatke, je vrsto odprtih vprašanj pri hrambi podatkov in tako naprej. Ampak to poročilo, ki smo ga sprejeli na odboru za boj proti terorizmu, daje zelo konkretne napotke tudi za države članice, tako da bi se lahko sodelovanje na tem področju bistveno okrepilo v prihodnjih letih. Jaz sem že večkrat poudaril, Evropa bi rabila tudi kakšen svoj FBI, neko centralno organizacijo, ki bi pač upravljala svoje naloge, kot recimo v ZDA. ZDA so poleg FBI-ja uvedli po 11. septembru še eno generalno službo pri predsedniku in so kasneje ugotovili, da če bi vseh 16 obveščevalnih služb bolj sodelovalo med sabo, da bi bilo manj konkurenčnem odnosu, do tega tragičnega dogodka sploh ne bi prišlo. In tudi v Evropi sedaj ugotavljajo, kolikor bi države članice oziroma obveščevalne službe bolje sodelovale, ne bi imeli toliko težav z
temi napadi po evropskih prestolnicah in drugih večjih mestih. Torej, terorizem, varnost, tudi ta vidik varnosti bo ena od osrednjih točk tudi v naslednjih letih, kakor tudi skupna obrambna politika. Vedno več je indicov, da se zahteva bolj močen evropski glas tudi v aliansi, v NATO. In države že zdaj evropske sodelujejo v okviru NATO akcij, imaš razne grozde, kjer so samo evropske države in tako jaz mislim, da bo v tej smeri šlo tudi sodelovanje evropskih armad tudi v prihodnje, ampak še vedno pod okriljem NATO. Jaz sem izjemno počaščen, da sem stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Erasmus Plus program. Temu pravijo zgodba o uspehu v Evropi, toliko in toliko milijonov mladih in ne samo mladih, tudi starejših, gredo ven na usposabljanje, na formalno ali neformalno izobraževanje, prinesejo s seboj domov ocene ali pa kakšne druge izkušnje, jezikovne veščine in raziskave kažejo, da tisti, ki so se udeležili kakšne oblike Erasmusa plus, so veliko bolj konkurenčni v življenju. Prej pridejo boljši študentje, prej pridejo do dela in nasploh so v življenju uspešnejši. Skratka, vodim en program, ki je izjemno dober in ki bo v naslednji finančni perspektivi dobil 2 do 3-krat več denarja. No zdaj ali 2 ali 3-krat, to je pa zdaj stvar pogajanj. Tisti, ki se bo pogajal za Evropski parlament v naslednjem mandatu seveda, bo imel kar močan mandat Evropskega parlamenta, ampak težko nalogo, glede na to, da so države članice, ki so v svetu, zelo škrte, kar se tiče dajanja proračunskih sredstev. Dobro. Gremo še, ste bili zelo široki, vsebinski, tako da ste odgovorili na mnogo vprašanj, zato bomo šli samo še en krog, ti krogi so zelo dolgi, ampak zdaj morda malo krajše. Vi ste že nakazali, recimo, kaj lahko en poslanec naredi v Evropskem parlamentu. Pa me zanima zdaj, ne glede, da ste vi izvoljeni kdo drugi na nekih lastnih izkušnjah, kje, gospod Bogovič, mislite, da ste bili sami koristni konkretno, več kot 700 poslancev v Evropskem parlamentu, kje ste se vi našli? Zagotovo je projekt pametnih vasi, kjer kot član odbora za kmetijstvo, razvoj podeželja in odbora za regionalni odbor poskušam pripeljati ta holističen pogled na prostor. Na eni strani tako kmetijstvo, poseljenost podeželja, zdrava hrana, starejši ljudje v družbi in to je projekt, ki je konec koncev skupaj z področjem biogospodarstva mi prinesel tudi to potrditev, ko sem postal najposlanec za področje raziskav in inovacij. Ja, in ki bo tekel še naprej. Ki bo tekel naprej. Ta projekt sem že na več kot 20 okroglih mizah predstavil po Sloveniji. Evropska konferenca na to temo je bila, prisoten je tu minister, ki je se udeležil te konference in na tem področju mislim, da je tudi neka priložnost, kjer se lahko Slovenija za neko svetlo politiko pojavi kot svetilnik v Evropi, kajti poseljeno podeželje, zadovoljni ljudje, digitalizacija celotne družbe, ne samo v mestih, je tisto, kar bo naredilo tudi večjo kohezivnost in bodo ljudje kvalitetnije živeli. To je projekt, s katerim bom nadaljeval ali kot evropski poslanec ali pa kot kakšni drugi. Tudi kmetije se bodo digitalizirale počasi. Mnogo jih je že in pa celotno podeželje, ne govorimo o kmetijah, ampak govorimo o celotnem prostoru. Ampak samo, da krompir ne bi rasel pod lučjo, ampak še vedno pod soncem. Zagotovo. Ja. Gospa Patricija Šulin, kje ste se vi našli oziroma kje se lahko najde slovenski poslanec v Evropskem parlamentu? Jaz sem, kot sem že omenila, članica odbora za proračun, kjer sem bila aktivna tudi in sem imela to čast kar 3-krat zapored sodelovati v spravnem postopku glede proračuna Evropske unije med parlamentom, svetom in Evropsko komisijo, kjer smo evropski poslanci izborili več sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih, tudi za Erasmus plus, za obzorje 2020, za COSME, torej za raziskave in razvoj in za podjetništvo. Bila sem tudi poročevalka Evropskega parlamenta za
konkreten primer za Slovenijo, ko je Slovenija v primeru takratnega žledu in žledoloma, če se spomnimo, ki je prizadel Slovenijo, iz evropskega proračuna oziroma iz sklada za naravne nesreče pridobila kar dobrih 18 milijonov evrov. Opozarjam tudi venomer Slovenijo, naša ministrstva najbolje črpajo evropska sredstva, v Bruslju je na razpolago veliko denarja, veliko je skladov, iz katerega bi še lahko črpali. Žal je to na neki šibki ravni, žal strani Slovenije, tako da apeliram ponovno na ministrstva, kajti nihče od nas evropskih poslancev, tudi ne domačih poslancev državnega zbora, kot tudi ne predsednik državnega sveta ne more pripraviti projektov za dobro črpanje evropskih sredstev. To je naloga za kasneje, da se, če smo že del te evropske družine in če vplačujemo, da tudi to dobro izkoristimo. Ja, tako je. Mogoče samo še za zaključek. Ponosna sem tudi na to, da sem aktivno sodelovala na vseh okroglih mizah, jih tudi sama prirejala na evropskih večerjih, da sem tudi med ljudi ponesla ta glas Evropske unije in da so ljudje iz prve roke lahko poslušali in se pozanimali o tem, kaj lahko Evropska unija naredi za Slovenca. Ja, gospod Šoltes, tudi vi ste si zaslužili plačo. Vidim, da je zelo priljubljena tema v zadnjih dneh, verjetno tudi v prihodnje. Ja, glede konkretnih stvari, jaz se že kar nekaj časa trudim v evropskem prostoru, tudi v pogovoru z različnimi komisarji, prepričati Evropo, da Slovenija je del Evrope. Na drugi strani imamo kup inštitucij, kup pravil, kup direktiv, ki jih vnašamo v notrni pravni red, ampak pokazalo se je, da določene področja nam delajo več težav kot pa prednosti. In v zadnjem času sem se predvsem osredotočil na problem seveda javnih naročil v povezavi z tisto dobrino, o kateri sem govoril prej, hrano. In trudim se, da bi promovirali pristop, po katerem bi to lokalno zdravo pridelano hrano izvzeli iz sistema javnih naročil za naše najbolj ranljive skupine prebivalstva, se pravi otroke, bolnike in pa seveda starostnike. Učinki, ki so ocenjeni takega ukrepa, so zelo pozitivni. Seveda poleg zelo pomembnega učinka na boljše zdravje, na višjo kvaliteto življenja, je tukaj še učinek na manj zavržene hrane, razvoj in ohranjanje podeželja. Po drugi strani tudi na ta način, če pripeljemo male in srednje kmete v vlogo dobaviteljev, pomeni tudi postopen dvig samooskrbe. In vsak dvig samooskrbe pomeni tudi ustvarjanje novih delovnih mest. Enkrat na leto je slovenski zajtrk, to premalo. Ampak dobro, se verjetno je vsak dan kakšen zajtrk. Ampak tisto, kar želim reči, je pa predvsem to, da smo po pogovorih, oziroma sem po pogovorih z dvemi komisarji, predvsem z komisarko, ki je zadolžena za notranji trg, če rečem, končno izposloval zeleno luč, da lahko pod evropskimi vrednostnimi pragovi za javne naročila stvari urejamo tudi po svoje. Tisto, kar je pomembno, je, da smo tudi tukaj doma dovolj drzni, da znamo razumeti, da pač Slovenija ima določene specifike, Slovenija je res lahko zelena oaza in mislim, da lahko naredimo res tak modelni projekt, ki bi bil lahko za vzor tudi drugim državam v Evropski uniji. In ravno ta specifika Slovenije, ta raznolikost, ta lepota je tisto, na kar moramo biti seveda ponosni in kar moramo ohranjati za vsako ceno. Hvala lepa, gospod Tomc, kje se je Slovenija slišala in videla skozi vaše delo? Ker veliko je bilo tega v preteklih letih, ampak izpostavila bi 3 zelo konkretne stvari. Prva konkretna stvar je, jaz sem pregledovala največji evropski zaposlovalski projekt za mlade, tako imenovano shemo jamstva za mlade, kjer je šlo za več kot 8 milijard evrov denarja, ki ga je Evropska unija namenila posameznim državam članicam, tudi Sloveniji.
In pregledovali smo, kako se ta denar porablja po posameznih državah. Na podlagi tega sem seveda napisala tudi neko poročilo, ki je kasneje botrovalo temu, da je Evropa prepoznala zaposlovanje mladih kot zelo, zelo pomemben projekt, ki ga bo nadaljevala tudi v prihodnje, ker nikoli ne vemo, kdaj nas ti slabi časi še čakajo. V konkretnem sem zaposlovala več kot 40 mladih v svoji poslanski pisarni, da so pridobili izkušnje, ker pravim, da je treba teorijo prenesti tudi v prakso. Drugi tak projekt je bil, ukvarjam se poleg tega socialnega vidika tudi z davki, z bankami in zavarovalnicami. In tukaj smo v Evropskem parlamentu na mojo pobudo v okviru preiskovalnega odbora za preprečevanje pranja denarja izvedli eno zelo odmevno sejo na temo Nove Ljubljanske banke in pranja denarja, ki se je zgodil v Novi Ljubljanski banki. In kasneje sem se potem seveda tudi za to pristojnimi komisarji, ki so imeli na skrbi prodajo Ljubljanske banke, pogovarjala o tej temi. Tretje področje pa je čisto konkretna akcija, ki jo vodim. Na mojo pobudo je prišla skupaj, so se mi pridružili tudi kolegi iz različnih držav, različnih političnih skupin, glede socialnih transferov in zakonodaje, ki jo je sprejela Avstrija, tako imenovana indeksacija otroških dodatkov. Zdi se mi to nesprejemljivo, ker v veliki meri prizadene tiste ljudi, ki iz Slovenije vsak dan odhajajo na delo v Avstrijo. Tako da to so tiste res konkretne stvari, ostale pa morda kdaj drugič še. Hvala lepa. Gospa Fajon, mandat se končuje. Ste naredili to, kar ste si predstavljali ob vstopu v Evropski parlament? Ja, končuje se drugi mandat, nikoli ne narediš vsega, kar si predstavljaš, bo še priložnost verjetno za to, ampak slovenski poslanci smo v Evropskem parlamentu tudi zato, da obranimo kak slovenski interes. In takih zgodb smo imeli v zadnjih letih kar nekaj, ko gre za teran, ko je šlo za arbitražo, kjer smo se res postavljeni na stran vladavine prava in da tu Slovenija ima svoje argumente. To je bilo zelo pomembno. Zdaj kot poročevalka se vsaj že 2 leti ukvarjam z reformo šengenskega prostora. Tu lahko povem, da za prejšnjo in zdajšnjo slovensko vlado resnično branimo interes, kako zadržati svobodo v šengenskem prostoru. Vemo, da imamo države kot je Avstrija in še nekaj drugih, ki že več kot 3 leta nezakonito uvajajo notranji nadzor in povzročajo ne le politično, ampak gospodarsko škodo. Tu sem razpoznavna s to reformo po Schengenu, isto, ko gre za iskanje rešitev za učinkovito upravljanje z migracijami. Sedim pač edina med našimi kolegi v odboru, ki skrbi za migracije in varnost. To so težke, kompleksne teme. Danes je odgovornost bolj na evropskih vladah, ker v Evropskem parlamentu smo svoje naloge naredili. In mogoče, če samo zaključimo ob vseh teh slovenskih zgodbah, pa kar mi pa veliko pomeni in je določena odgovornost. Zdaj nekajkrat sem bila spoznana kot med 40 najbolj vplivnimi evropskimi poslanci v Bruslju. To pa govorim zato, ker je pomembno, s tem pa lahko odpreš kakšna vrata slovenskim podjetnikom, Slovencem, ki nam dnevno pošiljajo različne interese, želje, kaj jim lahko pomagamo. To pa je tisto, kjer lahko tudi mimo tega, kar delamo na parlamentarnih hodnikih, delamo v Bruslju skozi različne institucije. Tu pa je kar veliko zgodb, kar ljudje sami vedo in se mi zdi, da tisto naše smo evropski poslanci, ampak nam je tudi interes, da stopimo takrat skupaj, ko imamo jasen interes Slovenije in ga potem tudi obranimo. Interesi Slovenije, po vaše, gospod Peterle? Jaz bi lahko začel z letom 2004. Ne biti predolgi, no, recimo 2 minuti. Ker smo takrat izdatno pomagali Krki in Leku, celo ko še nismo glasovali in smo prepričali Evropsko ljudsko stranko, da je podprla rešitve, ki so bile naklonjeni generični farmacevtski proizvodnji. In zdaj se spet borimo, vmes smo se borili za veterinarska zdravila in tako naprej. Prej ste omenili malce daljši status. Ene stvari lahko narediš samo, če malo dlje traješ, če si izboriš nekaj prostora
Lejte, jaz sem dal predlog za ukinitev cene glasovanja v prvem mandatu in se je to končalo šele v tem mandatu, pred 2 leti, junija. Potem boj proti raku, je stvoren skupina za boj proti raku 3 mandate in smo dvignili raka kot politično temo, kar tudi je, in sem že prej povedal, kakšen status je temu dala naša politična skupina. Potem pa tretja zadeva, bil sem poročevalec za strateški sporazum med Evropsko zvezo in Japonsko. To je bilo eno od najmočnejših poročil, ki je tudi trajalo 2 mandata. In sem vesel, da bodo imeli plus od tega, bo imelo kar več kot 200 podjetij, ki dela z japonskimi podjetji v Sloveniji, 2000 zaposlenih in tako naprej, strateške povezave. Skratka, da se delati zadeve, ki imajo vpliv. Potem pa bi rekel še, da sem vesel, da bo do konca mojega mandata preko moje pisarne dobilo evropsko izkušnjo skupaj 200 mladih ljudi. To pa je, ja. To mislim, da je tudi nek podatek. Mi se vsi trudimo, da mladim ljudem ponujamo prilike. Nekateri od teh so dobili tudi službe v Bruslju, ker so bili zelo kvalitetni. Tako da o tem, kar je prej Tanja govorila, se lahko samo strinjam. Mi smo od nekje doma in smo seveda najprej zavezani interesom od prostora, iz katerega smo šli. Ja, hvala lepa, gospod Weigl. Angažirani ste v številnih projektih, pa dostikrat ni uspeh odvisen samo od vašega angažmana, ampak od drugih okoliščin. Ste naredili večino tistega, zakaj ste šli v Bruselj, v Strasbourg? Ja, zdi se mi, da sem precej tega uspel napraviti, ravno kot poročevalec Evropskega parlamenta, recimo za Makedonijo. Bil sem mediator v politični situaciji v Makedoniji. Še vedno sodelujem v projektu Jean Monnet, ki naj pomeni, da tudi po tem spremembah v Makedoniji, po sporazumu z Grčijo, da delamo na, da rečem, evropeizaciji odnosov med makedonskimi političnimi subjekti. Bil sem poročevalec tudi svoje skupine za Hrvaško, za Črno Goro, zdaj sem v Srbiji, za Srbijo. In moram reči, da izredno ostro ocenjujem stvari, ki se danes dogajajo v Srbiji. Bojim se, da gre po podobni poti, kot je nekoč jo začrtal Milošević. Mislim, da moramo biti v Sloveniji posebej občutljivi do stvari, ki se dogajajo v naši soseščini in da poskušamo vplivati, pozitivno vplivati na stvari, zato ker verjamemo, da morajo vsi ti narodi, vse te države dobiti svojo priložnost, da se vključijo v Evropsko unijo, tiste, ki želijo tudi v NATO. Kot veste, najbrž sem vodja skupine parlamentarcev iz vseh političnih strank, ki se zavzema za svobodo odločanja v Kataloniji in ta zadeva me že leto dni zaposluje. Končal bom pa s tem, vsak od nas, ki tukaj sedimo, se razen svojega specifičnega področja, se mora ukvarjati z vsemi problemi, ki so na mizi Evropskega parlamenta. Če ne prej takrat, ko glasuje, in moraš vedeti, o čem glasuješ. Tako da obremenitev nas je izredno velika in zelo raznovrstna. In to je tisto, česar se sam učiš, ko ti tečejo leta v Evropskem parlamentu. Še gospod Zver, končajmo z vami nekaj poudarkov iz vašega mandata. Ja, jaz sem bil 10 let vodja nacionalne delegacije v Evropski ljudski stranki in sem vedno bil vesel, da smo imeli sorazmerno eno najmočnejših delegacij v EPP
tudi najboljši rezultat na zadnjih volitvah, tako da smo lahko uživali ali pa uživali nek respekt od naših kolegov iz drugih strank. Lahko tudi ocenim vse moje kolege, da so neka dodana vrednost pri delu Evropskega parlamenta, vsi so se izkazali na svojih področjih, tako da z tega vidika sem imel prijetno opravilo. No, v tem mandatu sem delal, kot sem že omenil, na področju izobraževanja in kulture, bil nosilec nekaterih poročil, najbolj vroče je ta hip ravno Erasmus+, ki ga sedaj končujem in 20. februarja bo poročilo sprejeto na odboru, aprila pa na plenarnem zasedanju. Morda nam je zmanjkalo 2 meseca, morda bi speljali še trialog in se pogajali z romunskim predsedstvom glede vseh parametrov, ampak očitno to ne bo uspelo v tem mandatu, kako tudi vsemu ali pa veliki večini ostalim poročilom ne. Nekaj je tudi vidnega, ne? Nekaj je tudi vidnega od mojega dela in to je ena krasna dvorana v Evropskem parlamentu, ki nosi ime po, kot bi rekel, predsednik Republike in nestorju slovenske državnosti, dr. Jožetu Stefaniču. 6 let je trajala ta bitka, da smo dobili to in to je edini prostor v evropskih inštitucijah, ki je poimenovan po Slovencu. Jaz sem tukaj hvaležen tudi vsem mojim kolegom poslancem, ki so se tudi udeležili otvoritve, kako tudi predsedniku Republike, tudi predsednik Evropskega parlamenta je bil tam, predsednik politične skupine, naš predsednik Janša in tako naprej. Skratka, imeli smo en veličasten dogodek, ki je zagotovo veliko prispeval tudi prepoznavnosti Republike Slovenije v evropskih inštitucijah. Lahko bi še našteval? Lahko bi, ampak zato je kampanja. Spoštovani, ste pa spretno izkoristili, ne, to. To sem vas vprašal zato, da je tudi spodbuda za udeležbo na volitvah, namreč kaj lahko en slovenski poslanec v Evropskem parlamentu pripomore. Vi ste pač en primer, ampak hočem reči, verjetno je več dela za vas kot za nemškega kolego, ker jih je vendarle mnogo več. Seveda ste pa po vrsti vsi nekako poudarili, da je premalo en mandat za to, da bi končali, kar ste naredili. O tem bodo odločili volivci. Hvala lepa, ker ste nam približali Evropo, tokrat zelo plastično in konkretno, kar je bil tudi cilj te prve debate v sklopu tega aktivnega državljanstva pod naslovom Zakaj iti na evropske volitve. Spravi, treba je prepričati tiste, ki niso 100-odstotni, še seveda popolne evroskeptike, verjetno njih težko. Prejšnja volilna udeležba je bila malo manj kot četrtinska, morda bo tokrat tudi zaradi teh debat več. Hvala lepa, spoštovane evropske poslanske in evropski poslanci, spoštovani zbor, ki ste nas spremljali in seveda našim gledalkam in gledalcem hvala za zanimanje, ki ste ga izkazali za to oddajo. Lep pozdrav iz Državnega zbora.